ljudske pravljice s srečnim koncem niso redke. A kaj pravzaprav pomeni srečen konec neke ljudske pravljice? In kaj o družbi, iz katere ta pravljica izvira, govori dejstvo, da je srečen konec zgodbe v tem, da se njena protagonistka navsezadnje spremeni v moškega. V junaka torej. Kako pogoste so sploh ljudske zgodbe, ki ženski ali dekletu pripišejo aktivno, močno, neupogljivo držo? O tem in še marsičem drugem bomo razmišljali z magistro Špelo Frljic, pisateljico, odlično pripovedovalko in raziskovalko ljudskih pravljic. Povod za pogovor pa je izid njene knjige Dekle, obljubljeno soncu. V njej je avtorica združila 29 priredb bosanskih, hrvaških, makedonskih, slovenskih in srbskih ljudskih pripovedi, ki v središče postavljajo raznolike, a vselej močne, aktivne protagonistke. S Špelo Frljic se bom pogovarjala Tina Kozin. Špela Frljic, lepo pozdravljeni. Dober dan. Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, tudi vam lep pozdrav v tokratni oddaji Literarna matineja. Špela Frljic, začniva s tem najbolj osnovnim vprašanjem, odgovor na katerega se nam zdi vsem nekako samoumeven, pa najbrž ni, namreč o čem govorimo, ko govorimo o ljudskih pravljicah, kako se prenašajo, živijo, preživijo, so odporne ali neodporne na družbene ideologije in tako naprej. Že takoj na začetku težko vprašanje. Jaz se zdaj mogoče s pravljicami ukvarjam recimo 15 let in se je moje razumevanje, kaj to pravzaprav je tudi čez čas spreminjalo in trenutno se mi zdi, ali pa način, kako jaz o njih razmišljam, je, da je to neka ogromna mreža pomenov in motivov, ki so zanimivi, osnovni in očitno tako pomenonosni, da jih ves čas ponavljamo. To se pravi, po eni strani gre za nek vsebinski material, ki je absolutno trdoživ in ga ves čas srečujemo, ga ves čas ponovno na novo upovedujemo skozi različne vzorce. Hkrati pa je ljudska pravljica tudi žanr, ki ima svoje žanrske specifike v načinu, kako ta material obravnava, v ritmu, v jeziku, ki je specifičen in ki temelji na tem in je izšel iz tega, da so bile ljudske pravljice večinoma vsaj na začetku pripovedovane ustno in dokler se ni mednje vrinil nek pisni del, to se pravi, dokler niso bile zapisane, so v resnici živele kot zvok. Meni se zdi ta del zelo zanimiv, ampak ne bom zdaj o tem razglabljala. Seveda pa so zanimive tudi zaradi tega, ker so izredno gnetljiv material in to je njihova prednost, ker se lahko prilagajajo in so se prilagajale različnim dobam, prevzemale nove neke vrednote, ideologije, včasih tudi nasprotne, vsak avtor ali pa avtorica jih je malo po svoje obrnil, pač glede na to, kaj je hotel z njim povedati občinstvu, za katerega je to neko adaptacijo delal. Skratka, težko je na splošno govoriti o tem materialu, ker se razteza čez toliko stoletij in čez toliko različnih predelav. In zato je tudi zanimiv, ker se mi zdi, da je lahko, vsaj meni se vedno to bolj dozdeva, sploh zato, ker so pravljice prečile ne samo stoletja, ampak tudi družbene sloje. To se pravi, so si pripovedovali zelo preprosti, revni, nepismeni prebivalci, potem so v nekem trenutku postale modne na dvoru in lahko skozi te adaptacije opazuješ čisto družbo, recimo temu, no. Se mi zdi, dobro okno v svet so lahko ljudske pravljice. Sami opredelitvi se bova verjetno med pogovorom še malo približali, pa potem spet se oddaljili, pa tako naprej. Namreč, glede na to, da so se prenašale z ustnim izročilom oziroma kot glasna govorjena pripoved, kot zvok, kot ste dejali sami, bi si morda pogledali malo te osnovne strukturne značilnosti, kakšne so te značilnosti pravljic, ki so recimo temu tudi pomagale verjetno pripovedovalkam, pripovedovalcem, da so si jih lažje
zapomnili in jih potem ubesedovali. To verjetno vam je to področje precej domače, tudi zato, ker ste sama odlična pripovedovalka. Včasih se nam zdijo pravljice v primerjavi s kakšno drugo bolj kompleksno literaturo, z bolj kompleksnim jezikom, osnovne ali pa preproste ali pa predvidljive, in seveda vse to je, drži. Ampak pravljice imajo jasno linearno strukturo, ponavadi, to se pravi od začetka proti koncu, ki je jasen, imajo jasne začetke, ki so pravzaprav obrazci. Začetek je obrazec, konec je obrazec, 3 ponovitve so obrazci, podobe so izrazito žive, ekstremne. To se pravi, imaš en ekstrem, drug ekstrem, belo, črno, rdeče, strašno. In vse to v resnici deluje kot pnevmatičen obrazec, nekaj, kar si lažje zapomniš. Potem pa je kot da bi si v resnici postavil nekakšno strukturo, kamenčke čez pot, potem pa znotraj tega lahko improviziraš. In ta jezik, slog pravljica, no, to je Calvino o tem odlično pisal, se mi zdi, da je eden prvih, ali pa najbolj jasno, ga je to tudi zanimalo in na nek način kasneje kot pisatelj je tudi določilo, kako pravljica svoj material obravnava in ta hitrost, s katero gre pravljica čez dogodke, to je fascinantno in v resnici težko dosež, ko probaš kot pisatelj neki isti učitek dosež. In neki uročitvenega je v tem jeziku, to se bo zdaj slišal malenkost, mogoče, da pretiravam, ampak jezik nekaj takega doseže, da ko ujameš ritem, ko pripoveduješ v teh zgodbah, nekaj zapeljivega je v tem, v dobrem in slabem. No. To pa je zame nekaj še vedno, lahko en primer povem, no, ker me preseneča, jaz včasih pripovedujem Calvinove pravljice odraslim in otrokom. Calvino ima eno zgodbo, ki je v bistvu tip 3 prašički, samo da so 3 sestre. To se pravi, točno vemo, kako se zgodi ta zgodba. 3 sestre so 3 hiške, pride volk, na koncu imamo dimnik, tam spodaj je kotel in volk bo padel v kotel. Ampak jaz to pripovedujem to zgodbo in ko pridem do trenutka, ko, torej, ne vem, se stemni, začne snežiti, dekle zakuri, ne vem, postavi kotel in zasliši gor v dimniku nek nastane v dvorani popolna tišina. In to se mi je zgodilo pri odraslih že večkrat in enkrat sem kar ustavila zgodbo vmes, pa saj veste, kaj se bo zgodilo, kaj zdaj kaj bo v dvorani, saj vemo, kaj bo. Pa je. In ne znam točno pojasniti, pa niti ne bi rada pretirano analizirala, ker se mi zdi, da bom tudi kaj potem uničila, no? Ampak nekaj je v tem jeziku, kako zgodbo, ki je absolutno predvidljiva, pripelješ do trenutka, ko se vzpostavi pričakovanje. Zanimivo mi je bilo, ko ste pisali, oziroma kot pišete v spremnem besedilu knjigi, zelo zanimiva spremna študija je o obliki v bistvu opisovanja, obesedovanja psihologije pravljičnih likov, kajti nemalokrat beremo pravljice tako, da nastopajoče like vidimo kot ločene in kot nekako tipske, kar pa seveda ni edina možna oblika branja pravljice. Ja, Max Luti o tem zelo priporočam njegovo knjigo Evropska pravljica, vsem, ki jih zanima pravljica, ker nekatere te kot literarni teoretik pojasnjuje žanr in pravljice so, to se zdaj smešno slišali, ampak seveda se pripovedovali ali pa nastale še preden smo odkrili podzavest. V smislu, značilnost pravljic je, da liki nimajo notranjega življenja. To se pravi, da so ploskoviti, da se vse, kar se jim dogaja, se dogaja navzven. In ena od kritik, lahko upravičenih z tega stališča, pravi, da so liki dobro, dekle je vedno lepo, tisti zlobni so grdi in to seveda drži. Ampak je bolj zanimivo gledati in ta pozicija Lutijeva se mi zdi zanimiva, ker ti odpre drugačno razumevanje žanra, da moraš v resnici lik gledati v grozdu. To se pravi, imaš glavno junakinjo, ki je lepa, ker je dobra po srcu, ker je ta njena zunanja lepota pravzaprav znak tega, da je lep človek. Ob njej imaš pa vedno kakšno zlobno mačeho sestro, ki je njen par, ki odslikava njene temnejše lastnosti. To se pravi, človek se razgradi na več likov, ki se obstajajo v zgodbi. A ni to zanimivo? Se mi zdi tudi za nekega avtorja, ki ta princip vzame kot izhodišče, izredno zanimiva naloga, potem, ko poskušiš na tak način vzpostaviti svet. To se pravi, da se mi zdi ena
od stvari, ki se jih jaz tudi izogibam, nek prvi impuls človeka, da bi razvil bogato notranje življenje glavne junakinje ali pa junaka, ker mu manjka v pravljici. To se pravi, da bi ga pretirano psiholiziral. Ampak v resnici je izziv nekaj drugje, se mi zdi, no. Ali pa nekaj, kar ta žanr lahko omogoči, kot neka bolj avtorska raziskava. Morda, če začnemo o tem razmišljati, to naredimo bistveno slabše, kot če se prepustimo pravljici kot taki. Tako. Špela Farlic, tole me zanima. Kaj se zgodi s pravljico ob prehodu v pisno obliko? Govorili sva o tem, kako pa živi kot zvok, potem živi tudi v različicah, ampak kaj se zgodi z njo, ko postane fiksirana na papirju? In to zdaj vas sprašujem malo tudi že v mislih na to, da ste tudi sami verjetno morali te priredbe nekako fiksirati z zapisom na papir. Ja, res je, kaj se zgodi. Ne moreš objaviti transkripta svoje pripovedi in enostavno ne bo delovalo. Zato, ker ko pripoveduješ, imaš glas, imaš pogled, imaš kretnje in v resnici so to izredno pomenonosna sredstva, ki odtehtajo marsikaj, ko se potem sploščiš v besedilo. In kar je še zanimivo pri pravljicah, je, da ker so se torej pripovedovale v neki skupnosti, imajo ogromno praznih prostorov, ki so v bistvu samoomevnosti, ki so bile za pripovedovalca in njegovo občinstvo tako samoomevne, da o njih ni bilo treba govoriti. Ko pa ta dogovor, ki ga vzpostavljaš in ko lahko, ko pripoveduješ, tudi ko imaš nekoga pred sabo, zaznaš, da mogoče nisi bil jasen, pa si vzameš čas, pa mogoče bolj pojasniš. Tukaj pa manjka stik z bralcem, ta živi, ki ga ne moreš imeti, pač knjiga gre po svoje. Tako da v resnici iščeš nek drug kod. Še vedno pa se mi zdi, da je najbolje, kadar ohraniš neke značilnosti govorjenega jezika tudi v zapisanem besedilu. V smislu, da ne pretvarjaš v knjižni jezik, ki ima drugačne, čist neke stilske slovnične zahteve. Ko rečem govorjeni jezik, s tem mislim, da so kratke povedi, včasih stavki, da slediš slišni misli. To se pravi, koliko lahko v eni sapi poveš informacij, da bo še gladko teklo. No, tako da to nek kompromis je zapisana pripoved. Zato jaz sem se ogromno krat prebrala te pravljice na glas in jih spreminjala in brala otrokom in kdor me je hotel poslušati, je naletel na pravljico. Ampak je nujno zaradi tega, da slišiš, a teče in kje so kamenčki, da jih zgladiš. Ja, zato, ker bi si res želela in da ljudje to berejo na glas še komu ali pa celo pripovedujejo, ker je nekaj tako lepega, to branje med ljudmi na glasno. To se mi zdi, kakšen stik je to, da daš te pravljice na glas. No, že za branje, tako individualno so odlične, o tem bova še rekli kaj v nadaljevanju. Zanima me samo še to, no, kaj pa pravljice in literarna vrednost? Je to nekaj, kar pride z zapisom, kaj ti govorili sva, kot bom še enkrat ponovila, o zvoku in o različicah pravljic in o neki vsebinskem okostju morda, ki pa se spreminja, ne? Ja, privilegij tega, da se potopiš v neke arhive, zagrebeš, je mogoče boljši izraz, ni tako, da te sprejme ta arhiv kot neko naročje, niti slučajno. Je, da opaziš, najdeš zelo dobre različice in zelo slabe različice. To se pravi privilegij tega, da vidiš, koliko je slabega, česar pač tisti, ki dobi v roko že izdelano zbirko, tega privilegija nima. In ko vidiš slabe variante, slabe izvedbe, na pol dokončane, vidiš res mojstrstvo tistega, ki je znal dobro povedati zgodbo. Ampak kaj je recimo slabo v tem primeru? Gre tu recimo za šibko besedišče ali samo strukturo? Struktura, ki šepa nelogičnosti, ker pripovedovalec ne spelje do konca zgodbe, vidiš, da je nekaj pozabil, se ni znašel,
osnoven jezik in potem vidiš neko poetičnost, ki je lahko še vedno zelo preprost jezik, ampak izredno poetičen zaradi nečesa, kar je zaradi nekih podob, nekih detajlov, nekega učinkovitega ritma. In Angela Carter, recimo, ki je delala neko odlično zbirko pravljic iz vsega sveta, in Calvino, oba dva omenjata nekje vmes eno pripovedovalko, ki jih je absolutno, oba sta odlična avtorja, fascinirala svojo veščino. In Angela celo nekaj, mislim, da zapiše, ni mi treba poznati imena avtorja, da bi prepoznala, da je na delu mojster. In to je obvladovanje jezika kot orodja, s katerim ta material potem poveš. To ne gre za neko visoko intelektualno ali pa stilistično igrarije, sploh ne gre, ampak zato, da s tem jezikom iz nekega grobega materiala narediš neko zgodbeno celoto, ki je lahko tudi poetična. Tu pa v bistvu že govoriva o kar močnem avtorskem pečatu. Kakšno je to razmerje potem, recimo, med ljudskim izročilom in avtorskim pečatom, oziroma bom konkretnejša, v kakšni meri lahko še tu govoriva o ljudski pravljici in koliko gre že za avtorsko delo? Saj to se mi zdi, da vprašanje avtorstva na področju ljudskega je zelo neartikulirana ali pa nerazrešena kategorija, no. Seveda tudi etnologi se strinjajo, sploh nekje tam v 60-ih, mogoče še prej, ko so začeli prepoznavati vpliv ali pa vlogo posameznih pripovedovalcev za to, da pravljica živi. Je seveda jasno, da ni ljudstvo avtor zgodbe. Bolj je to, da je avtorstvo na nek način deljeno. Je pa tudi seveda res, da zelo dolg časa najprej folkloristi niso pozornosti, da bi recimo dosledno zapisovali vire, kdo od koga so dobili. Mi poznamo pravljice bratov Grimm kot pravljice bratov Grimm, ampak tam za njima so večinoma pripovedovalke, v katerih sta te pravljice slišala in jih potem že nekako priredila. Še vedno velja, da so raziskovalci tisti, katerih imena smo si zapomnili, ker so imeli dostop do poziciji moči na nek način, torej da so lahko nekaj izdali, ne. Te ljudski pripovedovalci, pripovedovalke pa niso imeli enostavno dostopa do tega, niti najbrž jim ni prišlo na pamet, da bi zdaj knjigo izdali ali pa si zapisovali. Te stvari mogoče niti ne bi znali. Ne glede na to, ampak seveda so nekje te avtorice, pripovedovalci, ki so to veščino zmogli, jo od nekoga prevzeli in potem mogoče od njih nekdo slišal in povedal naprej. Zbor je, jaz to ves čas, tudi ko sem delala to zbirko, zato mi je bilo tako pomembno v opombah jasno navajati, kdo je to zapisal, če obstaja vir, kdo je pripovedoval zapisovalcu, vse te imena zapisati dosledno. Zato, ker je to, ker so za temi zgodbami vedno nekaj imena. Tudi na začetku si jih je najbrž nekdo nekaj izmislil. Hkrati pa sam nekaj dodaš, popraviš, spremeniš. No, zborovsko. Zborovsko. Odločili ste se za pravljice, v katerih imajo pač glavno vlogo močne protagonistke. Dajva začeti malo s tem, odkot vam sama zamisel za to. Saj o tem govorite, ampak za vse, ki knjige še niso imeli v rokah. Kje naj sploh začnem? Mogoče pri tem, da sem kot pripovedovalka, ko sem si vzpostavljala svoj pripovedovalski repertoar, torej nek nabor zgodb, ki jih pripoveduješ, še ta repertoar seveda ves čas malo nastaja, intenzivno iskala zgodbe, ki bi ubesedovale ali pa postavljale protagonistke v središče, in se je že kazalo, da je teh zgodb relativno malo v vsem celotnem naboru ljudskih pravljic, ali pa so take, da jih ne bi želel pripovedovati ali pa jih ponavljati. Niso pritegnile, so se mi zdele stereotipne, mogoče zelo škodljive na nek način, no. In Angela Carter je izdala eno super zbirko Virgo Book of Fairy Tales, ki je konceptualno zastavljena na tak način, da je združila na kupu zgodbe s protagonistkami, ne nujno samo dobrimi, torej vsak celotnem spektru usodi in značaju. In v tej zbirki ni nobene zgodbe z področja Balkana. Preprosto zato se pojasnjuje sprednje besedi, da in viri niso bili dosegljivi, da bi lahko z njih črpala, in meni se je zdelo, da ta privilegij pa imam, da meni pa viri so dosegljivi in jih lahko razberem. In sem se tako lotila zbirke že kar nekaj časa nazaj. To je kar, od neke osnovne ideje je kar preteklo nekaj let iz številnih razlogov. Potem pa se je
to vse skupaj nekako potem zorelo in tako naprej. Izbor se je ožal. Potem pa sem šele, kar je tudi zame presenetljivo, opazila, da obstaja znotraj vseh vsebin ljudskih pravljic en sklop pravljic, ki ubeseduje trenutek, ko deklica zraste v dekle. To je prav neka točka preloma, tudi Trnulčica, Pepelka, Rdeča kapica, vse, to je prav najstnice pravljičnega sveta in teh je tudi na tem področju kar nekaj in potem se je to nekako izoblikovalo kot rdeča nit zbirke. Bi pa mogoče samo nekaj izpostavila, bolj kot dvom ali pa kot neko misel, ki jo niti ne znam sama razmisliti do konca, se mi zdi pa zanimiva, da jaz kar veliko gostujem po šolah, tudi kot zaradi Bleščivke, enega mojega drugega romana, in imam ta privilegij, da se veliko pogovarjam z mladimi pravkami in bralci. In ta knjiga je namenjena prvenstveno najstnikom. In sem se pogovarjala z eno skupino 3. triade osnovne šole in sem jih vprašala, kako pomembno je zanje, da je junak ali pa junakinja v zgodbi istega spola. Ker v nekem trenutku se mi zdi, da kot se razvijaš kot bralec, je to identifikacijsko branje zate zelo pomembno, ne? Da najdeš v literaturi nekoga, s katerim se lahko identificiraš. In mi je bilo izredno zanimivo, ker so dekleta rekle, da je zanje vseeno, pač lahko se identificirajo z junakom, zato ker ima take lastnosti. Fantje so rekli, če je glavna junakinja dekle, potem je to za punce. To zdaj ena skupina, del, s katerim smo se pogovarjali, ampak se mi je zdelo kako zanimiva misel, da bi bilo zanimivo raziskati za naprej. Ne vem, če to za vse velja, mogoče je to en odgovor, ampak zanimivo, ne? Da, ker o nečem govori. In se mi je zdelo izredno pomembno, da te zgodbe, da to knjigo, seveda so junakinje v središču, ampak se umeščajo v svet, ne vem, mater, očetov, ne vem, nekih junakov, ki sreča na poti. Ne bi rada, da je zdaj to je pač svet, v katerem malo več žarometa usmerjamo v dekleta, nas zanima, kako se razvija, kako pravljica to obeseduje. Zanimive so pa iz številnih razlogov te pravljice, no. Tako bi rada rekla. Bolj, ker razmišljam, bolj, ker jih opazujem, to je veliko se da o tem govoriti. Bova še v nadaljevanju to govorili, zdaj morda če odgovoriva na to moje uvodno vprašanje. Kaj o neki družbi govori dejstvo, da pretežni del tega ljudskega izročila vendarle aktivno vlogo odmeri moškemu ali pač dečku? Ja. To je nekaj, se mi zdi, kar je zanimivo, kar se je tudi bolj izkristaliziralo znotraj tega, potem, ko sem pisala spremno besedo, ki mi je bilo izredno težko napisati, lahko povem, zato, ker je kontekstualizirati pravljice z vseh številnih vidikov, tudi problematičnih, ki jih prinašajo sabo, seveda, ker so star tekst in mi jih beremo z očmi današnjega časa in vidimo en kup enih kontekstov drugih, ki se jih tisti, ki so pripovedovali ali pa zapisovali pravljice pred 200 leti, niso recimo zavedali ali pa niso bili zanje pomembni. Nekaj, kar je zanimivo, je, da ko govorimo o junaku, se je izkazalo, da mi imamo kar en prototip junaka, ki je pogumen, močen, gre v svet, premaga zmaje, pride nazaj, mogoče reši princeso na poti, recimo, pripelje. To se pravi, eno sliko stereotipno junaka imamo. Za junakinje to se pravi, obstaja znotraj pravljic tudi tip 514, kjer se dekle obleče v moškega in vse to isto počne. Zelo zanimiv tip. Ampak neka druga junaštva, ki so manj na tak način bojna, recimo, junak, bojevnik, pa so ostala prikrita tudi raziskovalcem. No? Ko gledamo recimo tipni indeks, to se mi je zdelo zelo zanimivo, pa sem tudi tekom tega raziskovanja opazovala, kako nista prepoznala junakin, ki niso temu tipu ustrezale. In šele 2004, ko je šel nov tipni indeks, ki ga je Uter pripravil, spreminja imena tipov na način, da prepozna junakinjo, tudi če ne divja z mečem po svetu, ampak kakšno drugo junaštvo še možno. No. To se mi zdi kar zanimivo, tudi ko govorimo o junakih, kaj je junak. To se mi zdi zanimiva razprava, ki imam pa s kakšnimi bralci mladimi. Ker se mi zdi, kar govorijo te zgodbe, pravljice, pa tudi številne, da ko damo žensko središče, je njen boj proti patriarhatu. To je v središču jedra. In če mogoče še to dodam, ker se mi zdi zanimivo, je, ker če usmerimo reflektor
žaromet na glavno junakinjo in samo njo gledamo in se nam zdi, one so pogumne, absolutno so, ne gre za pasivne ženske niti slučajno, ker se jim streže po življenju, mislim, pogum, sploh ni vprašanje in tudi so odločne in zmorejo vse to. Ampak, če samo njih gledamo, ne opazimo, mislim, konteksta okrog njih, kjer so očetje, ki jih zlahka prodajo, jih ne zaščitijo, jih pač pride volk, reče, daj mi svojo hčer ali pa te požrem in oče reče, ja, seveda, evo tukaj, kar vzemi. Hočem reči, zanimivo je v resnici, res moramo malo v to temo okrog reflektorja pogledati, ko se začnemo pogovarjati o tem, o čem govorijo te zgodbe. Oče, ki dobi novo ženo, ki je do njegove hčere neprijazna, jo tepe in v zgodbi, in sem pustila to noter, pravi pač pripovedovalka, oče pa kot da nič ne vidi, nič ne sliši. In tako je ona zrasla. Mislim, se mi zdi, jaz, če bi se lotila nekih avtorskih priredb, zares, to se pravi, v resnici se mi zdi, da ta del je bolj ta vreden spreminjene naslovitve, ker junakinje so pogumne, močne, krasne, znotraj tega konteksta. Tip 514 ste rekli, če se ne motim. Tako. Potem je tudi deklica, ki gre v boj, tip 514 in ki potem postane moški, ja. In je to srečen konec. Ne vem, če je to srečen konec. Kaj pa vem? Živeli ste srečno naprej potem? Ja. Ali ste pa samo živeli naprej? Mislim, da je nekaj treba razumeti, ker ko se zaletavamo v te srečne konce. Srečni konec v pravljici je obrazec. Obrazec pravljica stremi v vzpostavljanju harmonije. To se pravi, mes nekam pošlje junaka, nekam tam se nekaj zgodi dramatičnega, ampak na koncu hoče vzpostaviti harmonijo nazaj. In ker je zelo tradicionalen žanr, ima eno obliko harmonije, ki je heteronormativen odnos, torej ne more se drugače, zelo predvidljivajo v svojih koncih. Ampak če se zaletimo v te konce, se nam zdijo pa če rečemo, srečno sta živela, pa se nam zdi, to je najmanjši problem pravljice. No? Se pravi, pravljica se je končala, postavlja harmonijo, tukaj je postavlja konc, ampak kar je zares zanimivo je ta, kar je vmes. Na konc pač karkoli že rečeš, se lahko bi rekla, in počel lononec, pravljica je konec, ne vem kaj, zapihal je veter, odnesel. Ni bistveno, obrazec je, no. Zato se mi zdi, da ti srečni konci, mogoče se preveč pozornosti na nje usmerja, lahko pa pač karkoli. Bi rekel na konec, bi lahko delovalo, no, hočem reči. Jaz včasih rečem, in sta živela do konca svojih dni, in potem vprašam najstnika v dvorani, a mislite, da je konec srečen ali nesrečen? In potem dvigujejo roke in je zelo zanimivo. Ker je odvisno, nekaj je zanimivega, da tam šele začneš potem razpravo. In se mi zdi, da pravljice so take, kot so, zanimive tudi zato, ker lahko spodbudijo res dobro razpravo. In s tem namenom sem tudi to zbirko delala, da bi se ljudje pa skregali. V dobrem smislu, ali pa vsaj strastno razpravljali o tem. Daj pa potem povedati besedo dve o protagonistkah, ki so se uspele uvrstiti v vašo knjigo. Verjetno je predstavljala gospodična deklica neko merilo tudi za to, ali bo uvrščena ali ne. Ja, te zgodbe sem iskala ravno zaradi tega, ker se pravim, da kakšne se ponavljajo, kakšne pa so tudi nekje zakopane, ostale v kakšni stari zbirki ali pa v kakšni reviji, pa sem potem jih hotela dati na kup, pa tudi zato, ker ko bereš te zgodbe skupaj, drugi vzpostavljajo kontekst. In se mi zdi tudi zato zanimivo tako tematsko zbirko delati, ker naenkrat, ko se ti pa ponovi vsakič znova eno isti vzorec, ga naenkrat prepoznaš. In potem ga lahko preoprašaš. In potem naslednja stopnja je, zato pripravljalce so, narediš svojo priredbo pripovedovalsko. Ta pravljica, mislim, ta knjiga, ta zbirka je res kot neka baza, neka osnova. Te zgodbe so tukaj s krasnimi ilustracijami Ani Zavedlav, ponujene v branje in res v novo pripovedovanje, ki pa odpira svobodo za naprej še za kakšne stvari. Knjiga je posvečena vsem pripovedovalkam. Zakaj? Zato, ker ste se osredotočili na protagonistke in so se te zgodbe prenašale v ženskem krogu ali iz kakšnega drugega razloga?
Ne, ni nujno, da so se prenašale v ženskem krogu. Tudi zelo težko je v tem kontekstu, na kakšen način so se prenašale, kdo jih je pripovedoval govoriti, ker teh informacij enostavno nimamo. Ker številne so bile zapisane v 19. stoletju, kar pomeni, da zapisovalci niso zapisali niti, kdo je bil njihov vir. Poleg tega so zapisovali po spominu ali pa na hitro, kar pomeni, da tudi ne gre za neke zelo zveste zapise, kar je bilo mogoče potem, ko so raziskovalci po terenu hodili z nekimi snemalnimi napravami. Ampak preprosto iz stališča, ker so ženske v nekem trenutku bile tudi nosilke teh zgodb. In seveda, sploh otrokom so pripovedovale večinoma ženske. In ker je zgodovina zapisovanja, ker ima tako moško ime. In ker zaznaš nekje v pravljicah to, kar je spet ponovno treba reči. Ko rečemo, ali so bile ženske pripovedovalke bolj sočutne, ni nujno. Zaznavaš skozi neke variante, da je patriarhalni sistem nekaj, kar lahko enakovredno ponotranjamo vsi, da ni to privilegij enega ali drugega. Sploh ne gre za to, gre za nek premik ali pa nek sočuten premik, ki ga pa zaznaš. In zato, ker se mi zdi tako, kot, ne vem, da te zgodbe so se ohranile, ker so si jih neki glasovi pripovedovali. No. Ta zavest, da tako kot, da vem, so kakšne ceste zgradili ljudje ali pa kakšne kulturne domove, skupnosti. Hočem reči, delo, domišljija nekih ljudi, ki so zgradili do neke mere tudi naš svet. In se mi zdel, na nje sem mislila. Tudi na te ženske, ki sem jih srečala v kakšnih zapisih, na neke lepe stvari, ki očitno poetične nekih ustvarjalcev, katerih imena smo pozabili, pa so tam. Špela Frljic, tolikokrat ste že omenili zbiranje gradiva oziroma gradivo, skozi katerega ste se prebijali, da bi vas vprašala, kajti povedali sva, da gre za pravljice različnih narodov, nekdanjih jugoslovanskih narodov. Kako ste se lotili vsega skupaj, kako ste zbirali gradivo? Na glavo. Mislim, ker niti nisem imela zares pregleda, kaj vse obstaja, kar pomeni, da sem malo sproti ugotavljala, tukaj še obstaja, tukaj še to. Veliko od tega gradiva je zahvaljujoč digitalizaciji dostopno tudi na spletu že. Tudi kakšne stare revije, stari časopisi, ki so objavljali takrat prve zapise zapisovalcev, potem pa se kar odpira, tako kot, ne vem, vsaka nova zbirka ti odpre, če je navedla vire, nove zbirke, in tako tam je kar širilo, dokler nisem tudi imela občutka, da moram končati, da je treba to knjigo zaključiti, če ne bom še 10 let. Pa bom utonila nekaj tam noter in ne bom prelezla več na suho. Skratka, v različnih jezikih, v različnih narečjih sem se kar lovila, številne prosila za nasvet pri kakšnih prevodih, pri kakšnih besedah, ki so mi bile tuje, neznane. Najdevala različne variante v različnih objavah, kar mi je omogočalo tudi čist primerjavo, kaj se je zgodilo vmes, ki je zanimivo, ker te detalji tudi marsikaj pove o tem. Skratka, na nek način na začetku dokaj nesistematično, potem pa vedno bolj sistematično in res s pomočjo kakšnih poznavalcev jezikov ali pa podrobnosti in tako naprej. Se mi zdi, da pravljice so edini material, ki si ga upam prevajati, ravno zaradi tega, ker ta prevod ni dobesedni prevod, ampak že predvideva pripovedovalsko priredbo. To se pravi, ta moja pripovedovalska izkušnja mi je izredno pomagala pri tem, da sem se tega materiala sploh lotila, ker če bi objavljala gradivo tako, kot je bilo najdeno, so to grobostjo ali pa včasih so to ostružki, včasih je to res skopo material, to ni zares berljivo na nek tak komunikativen način, kot zdaj te pravljice so. No. Tako. No, malo sem nagnjena k temu, da ob enih po noči tam brskam po nekih starih objavah po internetu in da mi to prinaša užitek, mislim, da to pomaga, je pa pač resno, da je pa tudi mukotrpno na nek način, seveda, ker je ogromno nečesa, kar ne pride v poštev. To iskanje z iglo vseeno, to je res pač iglo vseeno, malo ta metafora, kar drži, no. Ni pa zahtevala ta knjiga od vas fizičnih premikov in stikov z izročili teh narodov? Ali pač?
A da bi šla na teren? Da. To ni bil namen. To pa že vem iz tudi svojih, ker sem delala magisterij iz folkloristike in nekaj terena opravila, da na terenu v resnici ne najdeš več teh zgodb. In mene so zanimale konkretno čudežne pravljice. To pa je žanr, ki sem ga tudi v kasnejših zapisih folkloristih vedno redkeje našla. Zares je najbolj živo deloval v 19. stoletju. Najboljši material je v zapisih teh zbiralcev, ker takoj, ko se je v 60-ih pojavil, potem pač odvisno, ko sta se pojavila radio in televizija, se je domišljija preselila, tudi ta veščina pripovedovanja je upadala vedno bolj, že prej, hočem reči. Ta pogled, da na terenu obstajajo še neke pravljice te vrste, ki bi želeli, je izrazito romantičen in ne drži. Vsaj ne za ta material, ki mene zanimal. Čudežne pravljice ste omenili, s tem ste me že prehiteli. Kakšna pa je sploh žanrska raznolikost, recimo tovrstnih pravljic, kakršne so vas zanimale, če pogledava zdaj širše, se pravi pravljice s aktivnimi protagonistkami? Ja, čudežne pravljice, tukaj spet citiram Maxa Lutija, so najbolj poetičen pravljični žanr, tudi najbolj kompleksen. Ampak ko rečemo pravljice, mi pogosto s tem mislimo čudežne pravljice, torej gre za pravljice, kjer je glavni junak potuje po svetu, ima neko nalogo, srečuje čudežne pomočnike, ima neke zanimive antagoniste. Je torej vedno na nek način čudežna in kar je res lepo je, da je ta čudež samoumeven, da se junak nikoli ne čudi stvarem, ki se mu zgodijo. Poetičen je na način, ker z eno nogo stoji v tem svetu, z drugo nogo pa očitno sega nekam v neko drugo plast sveta, ki je vzporedna s tem, ampak sobiva. In je tudi najtežje pripovedovati, ker moraš vzpostaviti nek specifičen kontekst in koncentracijo in neko ta attitude, to se pravi odnos pripovedovalca, ki reče, tole, kar vam bom zdaj govoril, je res za teh 15 minut, ko pripovedujem to pravljico. Ampak mene ta žanr še posebej privlači in se mi zdi zanimiv in še neraziskan tudi z tega stališča, da upoveduje izrazito neantropocentričen odnos do sveta. To se pravi, ko iščemo model tega neantropocentričnega odnosa, tam je v pravljici, ker tam glavni junak za razliko od povedke, ker se glavni junak ves čas boji teh sil, povodni mož ga ogroža, ne vem, če ni spoštljiv do narave, ga bo že napadla in kaznovala. Tukaj je junak enakovreden z vetrovi, z vilami, vsi so v istem svetu in vsi govorijo isti jezik na način, da sploh ni vprašanje, da se bosta sporazumela. In se spoštujeta med sabo in je nek odnos, kjer človek ni v središču, hkrati pa enakovredno temu svetu pripada in lahko znotraj tega se giblje. To mi je izredno zanimivo in nekaj, kar bi veljalo raziskati. Sami razmišljate v omenjeni že odlični spremni študiji tudi o tem, kam se bolj recimo nagiba ta čudežna pravljica oziroma zavračate teze nekaterih, da gre pri čudežnih pravljicah lahko za eskapizem, sami bolj odkrivate povezovalni in subverzivni moment teh pravljic. Lahko kaj več o tem? Ker je skript pravljični postal zelo pop, v smislu, vse pravljice so popularna kultura, da mu pomote, v smislu, da so vsebine, ki so splošno nagovarjajo in so uporabne in so nekaj, kar je na voljo vsem, da s pomočjo tega razmišljamo. V žlahtnem smislu popularna kultura, ampak ta skript s srečnim koncem je prevzela v veliki meri zapravo neki žanri, nadaljevank ali pa, ne vem, filmov in tako naprej, komercialnih, mislim, mogoče Disney seveda prvi in tako naprej. In potem se nam zdi, da je to nekaj, kamor lahko pobegneš iz tega sveta zato, da greš v svet, kjer je kot v pravljici. Začeli smo uporabljati kot v pravljici, kot da nekaj tam je pa res lepo. Pričemer v pravljicah res ni kot v pravljici. V tem smislu. Lahko je zelo strašljivo. Tako, mislim, absolutno junakinja res ni navarna. Se mi zdi, in to je bilo neko stališče, ko sem si rekla, dobro, bom te zdaj pravljice dala v zbirko, kaj pravzaprav hočem z njimi doseči, se mi zdi, da če so spet, seveda jih lahko bereš sama, ampak ta akt skupnega branja ali pa pripovedovanja ima še eno možnost,
da odpre prostor za naprej. No. In to se mi zdi, da pravljice, ker so problematične iz številnih razlogov, ne moramo tega zanikati danes, ko jih beremo sporočila ali pa neke teme na način, kot jih upovedujejo, in tega nisem hotela tukaj zdaj spreminjati, ker to zahteva drugačen poseg, no, pa ne bom zdaj o tem govorila. Skratka, jaz včasih pripovedujem te zgodbe in slišim sploh otrokom, najstnikom, starejšim, in ko slišim nekoga v dvorani, ko reče, pa ne more tako, in se mi zdi, no, ta odziv jeze, zavrnitve se mi zdi, no, mi je bolj pomemben kot to, da se vsi lagodno zleknemo, ker je tako lepo in se vse srečno konča. Ker se mi zdi, to je odličen odziv, ker je prvi kavelj za to, da potem lahko kaj se iz tega zgodi. No. Ampak v tem so v bistvu zrcalo družbe. So, absolutno so. Saj imajo smisel, dokler lahko kaj s čim komunicirajo, kakšen odziv vzbudijo. Če rečemo samo, kako lepo je to pač, mislim, seveda tudi, ampak to še najmanj zanimivo se mi zdi. No. Pa so prenašalke večnih modrosti. Kaj to sploh je? To je Angela Carter odlično rekla in to se mi zdi vredno, da moramo paziti, ker čisto možno, da so samo prenašalke večnih stereotipov in to se mi zdi kar dobro izhodišče za pogovor, kaj je modrost, kaj je stereotip, kaj ponavljamo nereflektirano in kar je dobro, ko daš te iste vzorce tolikokrat na kup, kdaj opaziš, da nekaj ponavljaš in kdaj rečeš, pa zakaj to ves čas ponavljam. In kako to znotraj pravljice, to je kot da bi na poti spotaknil malo, da si opaziš, da si ponavljaš eno in isto. No. Zato je zanimivo, ker so res lahko nekaj je v tem jeziku, da uroči in rečemo jo, le pravljice, kako lepo pravljice. In pod tem je pa nekaj, kar, ne vem, ni tako uročljivo. No. In se mi zdi, da je vredno vsakič, ko nekaj toliko časa že ponavljamo, si opaziti, da ponavljamo in vprašati, da si hočemo še ponavljati naprej. Ampak Špela Frljic, tole bo zdaj morda malo izven konteksta te knjige, ampak glede na to, da ste toliko razmišljali o pravljicah, živimo v dobi, ki je izrazito izostrila pač neko senzibiliteto za enakost, za zlorabe in tako naprej. Ali vse to pomeni, da je recepcija pravljic danes zaradi tega tudi bistveno drugačna, kot je bila nekoč? Ali mislite, da so bili za te reciva jim stranske, temne prostore, ki sva jih prej omenjali, se pravi očete, ki mimo grede podarijo nekomu svojo hči, zato da si rešijo lastno kožo? Ali mislite, da so te reciva jim, kaj pa vem, temne lise teh pravljic, da so jih zaznali tudi poslušalci nekoč? A kot problematične? Tako je, kot problematične. Mislim, da ne. Oziroma zdaj, kaj ta nekoč pomeni. Saj o tem vas sprašujem, se pravi, da se je recepcija v bistvu teh zgodb, tega zvoka zagotovo spremenila in da se s tem v bistvu lahko spremeni tudi sam odnos do pravljic. Ja, oziroma sama pravljica. Ja, posledično seveda. Mislim, da ja. Mislim, da namreč težava, s katero sem se jaz soočala, ne vem, če to zdaj pravi izraz. Recimo, da sem našla zapis pravljice tam iz leta 1800, konec 19. stoletja nekako. In potem ni bilo, recimo, da je 200 let med tisto objavo, ki sem jaz našla, in mano, ki danes to zdaj ponovno berem. In da se mi je zdelo, da jaz sama ne morem seči čez teh 200 let in jo spremeniti. Kot da mi manjka vmes še nekaj glasov, ki bi vsak z novo občutljivostjo to pravljico spreminjal. Ker utopično, če bi gledali, če bi te pravljice zares živele naprej in se spremenile, ne bi bile več take, kot so danes. Mislim, to lahko, zdaj kakšne bi bile, ne vemo, ampak mi se srečujemo z zamrznenimi teksti, ki so bile pač zamrznene s tem, ko so bile zapisane, nekje so obstale v času. To se pravi, se niso več spreminjale, tam je še vedno kolovrat. To pravim tudi zato, ker madžarska folkloristka Linda Deh, katere raziskave sem s takim veseljem brala, ker je delala, mislim, da v 60 letih, ne me držati za besedo, ampak skratka,
kar nekaj časa nazaj na madžarskem terenu in je našla Zuzano Palko, eno odlično pripovedovalko. In potem, ko jo je spremljala več let, je opazila, kako se v njene pravljice, ko se je pojavil telefon, je v njenih pravljicah kar naenkrat kralj drugega kralja poklical po telefonu in ga povabil na čaj. Ker se je spremenilo življenje in se je pravljica, ker je bila živa, tudi spremenila. Logično, ne saj logično. Zakaj bi mu pisal pismo, če pa obstaja telefon? Hočemo reči, te živosti, no, tega ni tukaj nekaj vmes. To se pravi, mi se ukvarjamo z zamrznimi teksti, ki so stari, ki so zamrznjeni, ne vem, kar nekaj časa in ker jih nismo spremenjali. In zato se mi zdelo, da bi rabila spet zbor, zato da bi da bi rekli, kako bo pravljica, kaj bi govorila ta zgodba, če bi si jo res lotilo pa dobrih pripovedovalcev. In zato se mi zdelo, da jaz ne morem zdaj narediti, ker še to je, kar se mi zdi izredno pomembno, sploh ko govorimo o ljudski pravljici, da tiste, ki so obveljale kot dobre v neki skupnosti, govorimo o skupnosti, kjer so se ljudje med sabo poznali, so bile tiste, ki jih je skupnost sprejela kot dobre, torej dobrega pripovedovalca in njegove priredbe. Kar pomeni, spet tukaj omenjam Lindo Deh, da so bile interpretacije lahko tako odprte, subverzivne, kot je bila subverzivna skupnost, ki jih je poslušala in odobrila. In ker so bile pripovedovane, kar ni bilo odobreno, torej sprejeto, je avtomatično šlo, ker ni bilo zapisano. To se pravi, ko mi nekaj, kar je obstalo, je dobro spet več zavedati te teme okrog tega, kar pa ni ostalo, zato ker se ni zapolnilo, ponovilo iz številnih razlogov. To se pravi, da rabiš celo skupnost za to, da ljudsko pravljico ohraniš, zaživiš, spremeniš. No. Sej avtorski posamezni glasovi so pomembni, so zanimivi, ampak ta skupinski element, ki me tukaj res zanima, no, ta moja potreba po zboru ves čas pride iz tega, da vidiš, da je pravljica sprejeta, ko se strinjamo. In zdaj bi rekli, da se vsi strinjamo, da ta dekle, ko pride v neko kočo 9 bratov razbojnikov in vidi razmetano, da ona reče, lahko bi se že naučili pospravljati. In se ne loti pospravljanja, ne? Mislim, se mi zdi, da bi se pravljica zelo spremenila, ko ne bi. Gotovo. In številno drugo. In ko bi oče končno rekel, ne dam ti hčer, lepo te prosim. Ampak potem ne bi več imeli glavnega jedra problema, ki pravljica poganja. Kar je tudi zanimivo, ne? Ampak verjamem, da bo čez 100 let ta pravljica še živa, čeprav bo morda ravno to jedro nekoliko spremenjeno. Ja, ne, tako. Špela Frljic, zdaj smo pa res že čisto predolgi, samo še kratko vprašanje, saj sem vam izpostavljala vprašanje. Katera vam je najljubša, če jo imate v tej knjigi, tudi pravljica o Špeli? Ja. To je pa za hec. Ker se mi zdelo zabavno, da obstaja neka velikanka, ki pravi Špelca, ki je huda. In straši vse naokrog, ampak ni to moja najljubša. To je resno za hec. To zato, ker obstaja torej v ljudskem spominu neke velike poglavarke, ki so strašljive in jih ljudske oči itak povečajo do nekih ekstremov. In nečijo. Tako, ja. Ampak moja najljubša je ena volčica, torej o dekletu Vokuli, ki jo neke noči ujame. No, ne vem, kaj je točno se zgodi, ker mi je bilo zelo pomembno, da je ta mladenič, ki vzame kožo, pošten in jo vpraša, če se strinja, in potem ona dva skupaj zaživita, vzame kožo, jo pribije ven na mlin, na kamen, potem skupaj živita in rodita otroka, 2 sinova. Ampak potem sinova zrasteta in sin zve, ki je koža, in pove mami. In tu bomo zaključili in povabili. Preberite si sami. Tako poslušalce in poslušalke k branju knjige Dekle obljubljeno soncu. Gospa Špela Frljic, res hvala za ta zelo zanimiv, zabaven pogovor. Hvala za povabilo. In še enkrat čestitam za knjigo. Hvala. Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, vam pa se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matineja. S Špelo Frljic sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Janez Podlesnik.